Nekoč je na hribu, kjer danes stoji ljubljanski grad, živel zmaj. Zmaj je bil velik, grd, zloben in hudoben in požrl je čisto vse, kar mu je prišlo na pot. Nekaj časa je jedel samo živali in to mu je bilo dovolj. Ampak kmalu je postal še bolj požrešen in je hotel pojesti še več in takrat je odletel v mesto. Pristal je na mestnem obzidju in začel rjoveti, da od zdaj naprej bo jedel samo še dekleta. Dekleta, ki mu jih morajo priskrbeti meščani mesta Ljubljane. Na vsake 3 dni mu morajo poslati novo dekle. Dekleta so bila zelo pogumna in vsake 3 dni je ena od njih odšla do zmaja. Kljub temu, da so bila dekleta zelo pogumna, Ana je bila celo tako pogumna, da je zmaja udarila, župan ni mogel več gledati, kako mu dan za dnem odhajajo k zmaju. In zato je poslal poziv vsem vitezom. Vitezi so se odzvali, v velikem številu. Prišli so iz vseh koncev sveta. Prišli so od blizu in daleč. Prišli so nekateri oboroženi le s kladivom, drugi na jelenih. Borili so se pogumno in borili so se srdito. Borili so se na vse možne načine, ki so jih poznali. Borili so se z različnimi orožji. Borili so se z vsemi zvijačami, ki so jim bile znane. Ampak zmaj je na koncu vse premagal. Potem pa je na vrsto prišla županova hči Zora. In župan je še enkrat, obupano, poslal poziv vitezom, da bi premagali zmaja. In sprva je bilo videti, da ne bo nikogar. Vsi so že slišali za nepremagljivega zmaja na ljubljanskem hribu. Ko so skoraj izgubili upanje, pa se je prikazal Jurij. Jurij se je povzpel na vrh ljubljanskega hriba, odšel do zmaja in se z njim spopadel. Bila sta si enakovredna nasprotnika. Borila sta se 3 dni in 3 noči, pa kljub temu ne eden, ne drugi ni bil nič bližje zmagi. Po 3 dneh in 3 nočeh sta bila že utrujena. In v trenutku nepazljivosti je Juriju uspelo, da je zmaju odsekal rep. Takrat je zmaj spoznal, da Jurija ne bo mogel nikakor premagati, zato je skočil na vrh hriba, dvignil svojo taco, z njo udaril ob tla, zemlja se je odprla, zmaj je skočil notri in zemlja ga je skrila. Meščani so bili presrečni, zahvalili so se Juriju, ga vabili, da ostane pri njih, a je odšel naprej. Potem pa so točno na mestu, kjer se je zmaj pogreznil v zemljo, postavili kapelo svetega Jurija, okoli nje pa grad. Tako kapela kot grad stojita še danes. Pravijo, da če zelo pazljivo pogledaš, lahko med rešetkami na tleh kapele svetega Jurija zagledaš odblesk katere od zmajevih lusk. Zmaja tudi slišiš lahko še danes, samo zelo pazljiv moraš biti. Vsakič, ko nad ljubljanskim gradom divja nevihta, se med grmenjem sliši zmajevo rjovenje. Pa še ena stvar. V Ljubljani nimamo megle. Nikoli je nismo imeli. Megla se je pojavila šele takrat, ko je zemlja skrila zmaja.
kajti to je le dim, ki se vali iz zmajevih nosnic.